Moje izhodišče je pravzaprav uvodna informacija profesor Lobnika, da je na svetu zelo malo površin, ki so primerne za kmetijstvo, manj kot 10%, in da smo v Evropi nad povprečjem, se pravi preko 30%. No, današnje moje predavanje pa je namenjeno temu, da bomo pogledali, kakšna je pa prostorska zakonitost rodovitnosti in ranljivosti tal v Sloveniji. Samo da najdem tole, ok. Hvala. Za začetek se pa pravzaprav sploh moramo vprašati, kaj je to rodovitnost tal, oziroma z drugimi besedami, kaj mi od tal pričakujemo. Tla morajo nuditi rastlinska hranila, torej mora biti vir rastlinskih hranil, kjer je izvor tako mineralni del tal, to je seveda odvisno od kamninske osnove, in pa seveda delovanje organizmov. Tla morajo omogočati, zadržati ta hranila, da jih padavine ne sperejo v nižje plasti, in morajo omogočati dostopnost teh hranil. Morajo tudi omogočati zadrževanje rastlinam dostopne vode in pa pokazati neko odpornost na degradacijske procese. Rodovitnost tal bi seveda želeli zmeriti, in merimo jo lahko preko parametrov. Poznamo osnovne podološke parametre in pa seveda bolj specialne podološke parametre, v nekaterih vam je danes tudi že moja predhodnica, dr. Suhadolčeva, govorila. Torej, ti osnovni parametri pa so tekstura, struktura in konzistenca, o katerih je govoril Marko Zupan, kationska izmenjevalna kapaciteta, kislost oziroma pH tal in nasičenost sorptivnega dela z bazično delujočimi kationi, ter seveda gledano v celoti kot talni sistem, ni pomembno samo, koliko je na gram tal neka vrednost, ampak tudi kakšna je potem celotna globina tal in kakšna je skeletnost. Če pogledamo, kakšne so te po večini naravne danosti, razen strukture in konzistence, ki jih lahko zelo hitro uničimo in pa dolgo časa gradimo, so več ali manj vse tele parametri večinoma odvisni od naravnih danosti. In če pogledamo teksturo, tukaj vidimo teksturni trikotnik, idealna, optimalna tekstura bi bila nekje v sredini tega teksturnega trikotnika z teksturo ilovica, torej ilovnato teksturo. Vidimo, da je v Sloveniji nekako, to so vsi vzorci naše podološke karte, se pravi vsi podatki, ki so shranjeni v naši podološki karti, kar veliko podatkov kažejo, da imamo nekoliko več melja, torej imamo srednjo težko teksturo z zelo izrazitim deležem melja, kar seveda tudi pomeni določeno nagnjenost k degradacijam, recimo zbijanje, poslabševanje strukture, so pravzaprav tiste največje nevarnosti za naša tla. Če pogledamo, kako se razporejajo naši podatki za vsa tla glede pH-ja, vidimo, da je mediana 5,5, kar pomeni, da 50% tal v Sloveniji ima pH pod 5,5, torej imamo precej kislih tal, kar opažajo tudi arheologi, kajti redko kdaj, zelo, zelo redko kdaj lahko v grobovih, ki so stari 2-3 tisoč let, odkrijajo še kakšen organski ostanek, večinoma so to samo pridatki. Torej, pH tal, kislost tal pa seveda vpliva tudi na strukturnost tal in na občutljivost oziroma ranljivost tal, seveda za uničevanje strukturnosti tal. No in podobno, zakonitost kaže tudi potem razporejanje podatkov glede na nasičenost sorptivnega dela tal z bazično delujočimi kationi. Mediane je nekaj preko 60, imamo pa tudi veliko tal, kjer je ta nasičenost z bazičnimi kationi zelo nizka, se pravi, to je pod 10%. Rekli smo, da so to posledice naravnih danosti. Torej, kaj so tiste naravne danosti? Poznamo jih že dolgo, od leta 1941, ko je profesor Jenny zapisal formulo, da so tla posledica podnebja, reliefa, matične podlage, časa in organizmov. In pod vplivom teh naravnih danosti se seveda tla razvijajo, grejo svojo pot, s tem pa seveda vpliva tudi človeške aktivnosti, tako s kmetijskimi posegi, kot tudi seveda z drugimi posegi v tla. In tukaj bi mogoče pokazala dve zanimivi sliki. Morda kmetici se tega zavedamo, ne kmetici pa mislim, da imajo drugačen pogled. Torej, tla, ki bi se v našem klimatskem okolju razvijala pod gozdom, bi slej ko prej
pripeljala do izpranosti, izpranih tal, to je profil, ki je bil skopan na Pokljuki, kjer so seveda pogoji za razvoj takih tal zelo dobri, torej imamo hladno klimo, veliko padavin in seveda nobene kmetijske dejavnosti, in vidimo, kako so zgornje plasti tal izprane in taka tla seveda so krasna naravna tla, zelo pomembna z vidika pestrosti tal, vendar niso več rodovitna. Torej, kmetijstvo ima zelo pomembno vlogo pri ohranjanju rodovitnosti tal in to kaže tale druga slika, ta je bila pa skopana pri Vodicah, Hraše pri Vodicah, torej na podobno izpranih materialih, kot jih najdemo na Pokljuki, torej naravna, nasičena z bazičnimi kationi teh tal je daleč po 10% in vidimo, da je človek z dolgotrajno kmetijsko dejavnostjo, od srednjega veka dalje, zelo globoko vnesel organsko snov in z stalnim apnenjem in z stalnim dodajanjem hranil seveda izboljševal kmetijska tla do te mere, da imajo seveda zdaj neko rodovitnost. Torej kmetijstvo, če je pravilno usmerjeno, mora izboljševati in ohranjati rodovitnost tal. Hiter pogled naravnih danosti Slovenije nam tudi pojasni zakonitosti, kot so raba prostora v Sloveniji in pa talno število kot mera rodovitnosti tal. Mi vemo, da mero rodovitnosti tal lahko izražamo tudi s tako imenovanim talnim številom, ki je sestavni del bonitetne ocene, poleg klime in reliefa, in vemo, da je povprečna tehtana boniteta v Sloveniji nekje okoli 40 in nekaj takega je tudi z talnim številom. Torej v razponu od 0 do 100 je rodovitnost slovenskih tal okoli 40 tehtana rodovitnost in to seveda nam pojasni tudi rabo prostora. Torej, katere so tiste glavne omejitve rodovitnosti v Sloveniji? Tukaj govorimo o reliefu in pa o matični podlagi. Slovenija leži na geološko mladem ozemlju in je zato vpliv teh dveh parametrov izjemno močan. Torej imamo veliko razgibanega sveta z večjimi nakloni, aluvialnih ravnic je sorazmerno malo, manj kot 10% in od tukaj seveda tudi sledi ta diagram rabe, ki kaže, da imamo samo 9% obdelovalnih površin v Sloveniji. In pa seveda, kot sem že omenila, matično podlago, to je pa tisti dejavnik, snovni dejavnik, ki daje pravzaprav minerale v tla, ki so potem tudi izvor rastlinskih hranil. Zdaj, če bi želela danes vam predstaviti pedološko karto z vsemi 63 pedokartografskimi enotami v generalizirani pedološki karti, seveda ne bi prišli skozi in bi bilo premalo časa, zato sem se odločila, da kljub vsemu dam en tak hiter pogled na prostorske značilnosti Slovenije skozi pedosekvence. To pa je nek termin, ki ga je uvedel profesor dr. Albin Stritar, torej profesor, ki je bil deloval še pred profesor Lobnikom in je v knjigi Krajina in krajinski sistemi, ki je šla po njegovi smrti, pravzaprav nekako zapisal ta sistem in je zelo dobro razložil rabo tal v Sloveniji in sicer kaj je pedosekvenca, to je združba ali več združb tal, ki se pojavljajo na isti matični podlagi. In seveda te lastnosti tal potem tudi pogojujejo krajinske značilnosti in pa rabo prostora. Začela bom s pedosekvenco, ki je najbolj razširjena, to je pedosekvenca na tako imenovanih trdih karbonatnih kamninah, to sta apnenec in dolomit. Zakaj trde? Zato, ker preparevate zelo počasi, kemično in se zelo počasi potem tudi delajo tla, rečeno po domače, čeprav je okoli tal na apnencih še precej tudi geoloških neznankov, izvorov materijala, ampak dejstvo je, da so tla na tej pedosekvenci lahko večinoma sorazmerno plitva. To je tudi pedosekvenca, ki je zelo vezana na razgiban strm relief, torej zajema poleg tega našega matičnega krasa celotni alpski del, Notranjsko, Dolenjsko in pa seveda tudi Belo krajino. Torej, gledano na omejitve za kmetijstvo je seveda globina tal in pa skeletnost tisti glavni omejujoč dejavnik. In zato je tudi, zaradi teh naravnih danosti imamo tudi največ plitvih tal v Sloveniji, torej renzine na teh apnencih zavzemajo kar 15% ozemlja naše države v kombinaciji z rjavimi pokarbonatnimi tlemi, izmenjujoče pa še 10%.
12% je rjavih polikarbonatnih tal, manj kot 2% je v karti zabeleženih izpranih tal in pa 0,2 rdeča rjavih tal oziroma terra rose, jarovice, slovensko, ne, ki seveda je tudi značilna za en del slovenskega ozemlja. Vendar pa tam, kjer so ta tla dovolj globoka, ne, da omogočajo kmetijstvo, se pravi obdelavo tal, to so rjava polikarbonatna tla, pa beležimo naslednje zakonitosti. Torej, taka tla imajo težjo teksturo z velikim deležem gline, tekstura glinaste ilovica, meljaste glinaste ilovica, imajo veliko sorptivno sposobnost, tudi veliko kapaciteto za zadrževanje vode, torej omejitveni dejavnik bi bila globina, vendar če so tla dovolj globoka, potem, kar se tiče zadrževanja vode, ne bi smel biti problem. pH takih tal je rahel kisel do kisel. Ne? Zakaj? Zato, ker so karbonati že odtopljeni, ne? Torej ni več tistih prostih karbonatov, ki bi zviševali pH, zato je ponekod že potrebno tudi apnenje teh tal, imajo dobro izraženo in obstojno strukturo in bi upozorila, da so zelo občutljiva za zbijanje v mokrih razmerah. Torej, osnovna težava teh tal je, ne, da se v spomladanskem času zelo dolgo časa sušijo, predno so primerna potem za obdelavo in jih lahko na ta način najbolj poškodujemo. Naslednja pedosekvenca ostajamo na karbonatnih kamninah, torej so pa klastične sedimentne kamnine, ki jih tak podološko, malo geološko nestrokovni izraz imenuje mehke kamnine. Zakaj? Zato, ker se hitro drobijo, hitro fizikalno preperevajo in ki jih lahko tudi globoko orjemo, rigolamo in jih lahko tudi zato tla na tej pedosekvenci hitro spreminjamo potem v sadovnjake, vinograde. To je pedosekvenca v Sloveniji, ki je najbolj seveda značilna za zahodni del, torej tla na Flišu, in pa vzhodni del tla na Laporovcih, in oboje območje je zelo primerno za vinogradniško sadjarsko dejavnost. Regosolov, torej plitvih razvojnih oblik je zelo malo iz zelo preprostega razloga, ker se te kamnine hitro drobijo in hitro tvorijo B horizonte. Tudi renzin je malo, je pa okrog 9% jutričnih rjavih tal, ki sodijo na te mehke karbonatne kamnine, ki so potem primerne za, kot sem rekla, sadjarstvo in vinogradništvo. Kakšne so skupne lastnosti teh tal? Tukaj bom rekla, je res tak generaliziran pogled. Gre za srednje težka tla z velikim deležem melja. Tudi ta tla imajo na grama veliko sposobnost za zadrževanje vode. Imajo bazičen pH, to so naši najvišji pH-ji v tleh, pH-ji, ki presegajo 7,5. Prisotnost karbonatov, torej apnenje, seveda ni potrebno in iz tega velikega deleža kalcija, ki je eden izmed osnov za dobro strukturo, kajti ta dvovalentni kalcij dobro povezuje negativno nabito površino glinenih mineralov, deluje, se pravi, na strukturo zelo koristno. Torej ne vidimo take velike nevarnosti za poslabšanje strukture, pač pa so ta tla ranljiva za zmanjševanje organske snovi. Tukaj gresta z roko v roki, recimo na Primorskem tudi klima, predvsem pa globoko oranje, rigolanje, s katerim pripravimo te trajne nasade in pa gole površine. Torej, če sadovnjaki, vinogradi niso zatravljeni, so ta tla lahko erozijsko ogrožena. Nekako sodi glede na teksturo, nagib in pa gole površine, da gre za srednjo erozijsko ogroženost. Zakaj srednjo? Zato, ker ta kalcij v tleh in pa dobra strukturnost to erozijsko ogroženost zmanjšujejo. Naslednja pedosekvenca je pedosekvenca na nekarbonatnih kamninah. V to pedosekvenco sodijo tako magmatsko-metamorfne kamnine, predvsem na Pohorju, kot tudi klastične sedimentne silikatne kamnine, ki se vlečejo tukaj po celotnem centralnem delu Slovenije in pa tudi del Brkinskega Fliša, ki je silikatnega porekla. Tudi tukaj imamo plitvih razvojnih oblik bolj malo, rankarji nekako obsegajo 2%. Zakaj? Iz enakih razlogov, ker predvsem te klastične sedimentne kamnine hitro preperevajo in tvorijo kambični B horizont. Distričnih rjavih tal pa kar 20%. In ta distričnost teh tal je zelo velika, to pomeni, da je delež bazičnih kationov lahko pod 10% in taka tla so seveda potem zelo erozijsko, tudi podvržene erozijskim procesom, se pravi kislost tal z meljasto ilovnato teksturo,
jaz seveda, bom rekla, in pa nagibom, ki je tudi, recimo, če pogledamo vse tole hriboje, tukaj po centralni Sloveniji ni raven sveta, so strmi nagibi, je seveda formula za erozijske procese in zato je zelo pomembno, da v tem delu res skrbimo, da so tla pokrita in to je seveda tudi naravno rešeno na način, da je ta del seveda večinoma gozdnata. Če pa že, je pa treba tukaj res veliko pozornost usmeriti pri preprečevanju erozije. Četrta, predzadnja pedosekvenca je pedosekvenca na glinah in ilovicah. Tukaj pa smo že v ravninskem delu, ravninski del, ki omogoča kmetijsko pridelavo, vendar pa v tem primeru bližina manjših rečic in potokov, ki so prinesli fin aluvialni material, torej gline in ilovice, v kombinaciji z visoko talno vodo pomeni tudi zadrževanje, zastajanje vode v tleh, z značilnimi potem tudi oksidacijsko-redukcijskimi znaki. Torej v tej pedosekvenci nekako beležimo 5% obrečnih tal, 4% glejnih tal, malo manj kot 4% psevdoglejenih tal, ki nastajajo zaradi padavinske vode in pa nekaj malega posebnost šotnih tal, največ na Ljubljanskem barju, nekaj malega pa seveda tudi drugod. Zdaj kakšna je zdaj rodovitnost in ranljivost teh tal? Tudi ta tla imajo srednje težko do težko teksturo, veliko sorptivno sposobnost in sposobnost zadrževanja vode, vendar so tudi občutljiva za zbijanje v mokrih razmerah. Torej ponovno, obdelava tal je tista, ki lahko zelo uničuje tla in iz tega vidika je ta, bom rekla, skrb oziroma ta ideja minimalne obdelave ravno za naša slovenska tla iz tega vidika lahko zelo aktualna. No in zaključila bom z našo najbolj rodovitno pedosekvenco na produ in pesku, ki se razteza po naših aluvialnih ravnicah večjih rek. Tukaj imamo Savo, Dravo, Muro, Sočo, tudi Soro. Kaj je zdaj, kar se tiče te pedosekvence, vidimo, da se na tej pedosekvenci najdemo tako imenovana eutrična rjava tla in distrična rjava tla, ki se razlikujejo po deležu bazičnih kationov, vendar pa ta distričnost tudi v primeru Dravskega polja ali pa Murskega ni tako distrična kot v primeru teh silikatnih peščenjakov, perenkarbonskih skladov po centralni Sloveniji, nasičenost bazičnih kationov je nekje je nad 35%, se pravi nekje okrog 40 do 50%, kar se seveda da potem z ustrezno kmetijsko prakso, se pravi z apnenjem, izboljšati. Ta tla imajo optimalno teksturo, ki se vrti blizu ilovnate, v obrečnih tleh imamo tudi peščeno ilovnato teksturo, eutrična tla, nevtralen do rahlo kisel pH, distrična tla pa kisel pH, kjer je potrebno apnenje, vendar, kot sem rekla, so to rangi, ki se jih z apnenjem da izboljšati. Imajo, če skrbimo za vračanje kalcija v tla, tudi dobro izraženo in obstojno strukturo, so pa pogosto plitva in skeletna, kar pomeni, da so občutljiva za sušo. To so torej pedosekvence, kjer pač potrebujemo namakanje, so občutljiva za spiranje fitofarmacevtskih sredstev in seveda občutljiva tudi za zmanjševanje organske snovi. Torej tudi za to pedosekvenco, čeprav je naša najboljša, je potrebno skrbeti, predvsem pa je potrebno skrbeti, da ostane v kmetijski pridelavi, kajti to so tla, ki so najboljša za kmetijsko pridelavo. In vidimo, da jih imamo zelo malo, 4% eutričnih in 4% distričnih rjavih tal, torej skupaj po 10%, in to je tudi prostor, ki je najbolj na udaru pozidave in zato vedno apeliram na to, da je potrebno v maksimalni možni meri zaščititi ravno ta območja. Zdaj s tem kratkim pregledom, upam, da nisem zelo prekoračila časa, sem želela povedati, da naravnih danosti seveda ne moramo spreminjati, moramo jih pa upoštevati, spoštovati in pa seveda našo prakso usmerjati na način, da tla ohranjamo in jih ne degradiramo. Najlepša hvala.